Evo, dober večer, hvala vsem, ko ste prišli. Evo nas na sklepnem dogodku Vodnika po humanistiki v letošnjem letu v sezoni, ki smo jo poimenovali Na delo. Ukvarjamo se z vprašanji dela v sodobnem času, od kulturne in do vse ostale produkcije, vse stvari, ki se nas tičejo. Nekako siceramo te sodobne pojave skozi zelo dobre, zelo zanimive knjige. In danes zaključujemo to sezono za eno zelo polemično in se mi zdi zelo aktualno za današnji čas knjigo, predvsem pa tudi pravilno plasirano v poletno obdobje. Mogoče celo bi rekel najbolj poljudna, berljiva knjiga, ki smo se jo letos lotili. In to so Bullshit Jobs od Davida Graeberja oziroma Bullshihti, kot je knjiga dobila naslov v slovenščini. Na današnjem sklepnem dogodku nas bo z svojim predavanjem počastil Blaž Kosovel. Dober dan. Dobro večer. Na hitro vam ga bom predstavil in potem povedal par uvodnih besed, pa ti prepustil besedo. Potem sva se pa dogovorila, da nekako koreografijo večera prepustimo spontanemu vzdušju, se pravi pač, da ne bi medva bila predolga z najinimi strukturiranimi deli, ampak da se zadeva lahko razvije v debato, vprašanja oziroma karkoli bomo čutili potrebo potem. Zdaj pa na hitro o našem gostu. Blaž Kosovel, 1981, je raziskovalec, urednik, kulturni delavec in turistični vodnik. Njegovo raziskovalno delo obsega področja intelektualne in socialne zgodovine, kulturne in urbane geografije ter vprašanja dela. Je avtor spremne besede k slovenskemu prevodu knjige Bullshihti. Svojo doktorsko disertacijo je razširil v znanstveno monografijo Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo. V sklopu Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, Gorica 2025, je vodil projekt Ab initio, Urbana utopija. Kot Fulbrightov štipendist je bil leta 2013 gostujoči raziskovalec na City University v New Yorku. Seveda pa mislim, da ga v zadnjem letu tudi vsi poznamo kot, ko bi rekel, predavatelja oziroma pisca spremne besede današnje knjige, ker si imel kar obsežno turnejo tudi po Sloveniji teh predavanj in razprav. Zdaj pa na hitrico o knjigi. Jaz bom povedal majčkeno svoje vtise, malo nastavil temo, preden Blaž prevzame. Meni se je takole utrnilo, pač po branju, da bi težko našel knjigo, ki me je pustila bolj razcepljenega, kot so me pustili Bullshihti Davida Graeberja. Tako po eni strani je knjiga kot znanstveno raziskovalno delo šibka. Šibka z vidika ohlapnih vhodnih podatkov in zelo širokopoteznih, ambicioznih sklepov, ki so se v veliki meri izkazali za mogoče pretirane ali pa so bili celo ovrženi. Po drugi strani pa je nemogoče zanikati, da se je knjigo lahko skoraj vsak bralec, ki je kdaj prišel v stiku s sodobnimi kognitivnimi poklici, v knjigi nujno prepoznal in v njej našel natančen opis družbenega stanja, kot bi ga težko našel opisanega, ki je drugje. Tako da kot pri večini Graeberjevih del moč Bullshihtov ni toliko v empiričnih izpeljavah, kot je v njegovi močni narativi. Graeber s konceptom Bullshihtov dejansko ne odkriva nečesa novega, nam pa zelo nazorno oriše, uprizori, kako se v sodobnem delovnem okolju občuti odtujitev dela. Marksistični koncept alienacije je ena temeljnih socialnih posledic kapitalistične produkcije. Delavec v kapitalizmu več ne proizvaja produktov zaradi njihove uporabne, ampak zaradi njihove menjalne vrednosti. Ne proizvaja zase ali za svoje bližne, ne proizvaja za svoje okolje, ampak za kapitalista, ki vrednost njegovega dela realizira na nekem abstraktnem trgu. Kapitalizem je zato vedno, tudi v svojih najbolj produktivnih obdobjih in v najbolj uspešnih sektorjih ustvarjal službe, ki so se proizvajalcem glede na njihove prejšnje izkušnje upravičeno zdele nesmiselne, mogoče celo nore. In vedno je ustvarjal mnoštvo povsem absurdnih, simboličnih ali performativnih jobov, ki so bili bodisi rezultat slabega menedžmenta ali pa parazitiranja na drugih produktivnejših sektorjih. Toda to alienacijo vsaka generacija nujno občuti drugače.
Smiselnost nekega dela lahko meri samo v primerjavi z načinom delovanja družbe, kakršnega je bil navajen pred tem. Druge primerjave enostavno nimamo. Tako kot je nekoč mali obrtnik ali kmet doživljal eksistencialno stisko, ko je bil postavljen v veliki proizvodni obrat, in tako kot je bil kasneje redno zaposleni industrijski delavec šokiran ob selitvi v prekarni storitveni sektor, se je morala tudi v neoliberalizmu odraščajoča generacija soočiti z novimi stopnjami odtujitve svojega dela. Stopnjami, ki so že res zelo, zelo bizarne in abstraktne. Soočiti se je moral s tranzicijo k informacijskim tehnologijam, s padanjem profitne stopnje in z neuspešnimi poskusi dviganja produktivnosti. Soočiti se je moral z razrastom finančnih in rentniških sektorjev. In soočiti se je moral s spoznanjem, da so bile neoliberalne dogme o vsemogočnem prostem trgu, s katerim smo vsi odraščali, v resnici ena debela laž. Pričujoča knjiga je eden izmed poskusov takšnega soočenja. Sodobne oblike dela nam postavlja v zgodovinski kontekst in nam pomaga razumeti, kako so takšne službe nastale in kaj jih vzdržuje. Greber se sicer pri tem naslanja bolj na politično in moralno, kot pa na ekonomsko izpeljavo fenomena bullshit služb. Za analize, ki bi nam dejansko pomagale razumeti njihovo materialno podstat in izpeljati boljše rešitve, se je morda treba obrniti drugam. Toda za politično motivacijo pa bo Greber kar pravi naslov. Ne samo, da nam razganja absurdnost, iracionalnost in krivičnost kapitalistične ureditve sveta, ampak nam tudi prikaže, da v naših občutkih eksistencialne groze nismo sami. Blaž, izvoli. Hvala lepa. Sem dovolj na glas? Ja, tako? Me slišite, ne? Kaj pa, če tako govorim, da bo tako tudi v redu? Da ne ližem mikrofona. Ok, ja. Kje začnemo? Začnemo s tem zelo nakratko, kdo je Greber, zakaj je napisal tako knjigo in zakaj ni napisal drugačne knjige. Torej, Greber je iz judovske delavske družine iz New Yorka in je diplomiral in pač doktoriral na koncu iz antropologije, učil tudi na Yale univerzi in hkrati bil aktiven samodeklariran anarhist. Drugi je napisal tudi knjigo Elementi anarhistične antropologije, kjer sicer pove, da ne more obstajati, ker antropologija je delovanje, ni pa teorija. Zdaj, če lahko obstaja marksistična antropologija, ne more pa anarhistična. In to je že prvi element. Pri anarhizmu se gre za delovanje, načine delovanja, ne toliko za teoretiziranje kot takšno. Bil je aktiven že leta 1999, ko je bilo to veliko srečanje v Seattlu, ko je prvič prišlo do tega, da so označili nasprotnike kot antiglobaliste in jih s tem tudi smešili, da kako so antiglobalisti, če so se dobili preko interneta. Bil je aktiven tudi pri Occupy Wall Street, ne je bil en izmed tistih, ki je, od katerega ne bi prišla We are 99% slogan. To ima tudi celo knjigo o tem napisano. Ampak ključno tukaj je v tem, ja, napisal je tudi knjigo Antropološke teorije vrednosti, torej vprašanje vrednosti je pri njemu ključno tukaj, kar je tudi cel poanta te knjige. Kaj se je zgodilo? 2004 bi mogel dobiti tenants, to, ko se reče, tenure. Tenure je, ko na faksu v Ameriki dobiš v bistvu zaposlitev za nedoločen čas. Torej, ko dobiš tenure, te ne morejo vrsti, skoraj ni mogoče iz faksa. Ampak on ne dobi tega, čeprav ga tudi študenti mu dajo najboljšo oceno, da je najboljši profesor vseh in nikoli ne dobi odgovora, zakaj tega ni dobil. Seveda naj bi bilo to vezano z njegovo aktivistično delovanjem. Ne dobi zaposlitve sploh nikjer v Ameriki in potem se preseli v Anglijo, v London. To ga sigurno zelo zaznamuje, da pokaže, kako je v bistvu akademija se govori o resnici, govori o tem, kako so to najpomembnejše zadeve, a hkrati ostaja pravdobesedno v slovenkoščenem stolpu svoje dikcije, svojega delovanja in tega, da v bistvu ne sme in ne more res direktno vplivati na svet na nek način. In zato se on odloči potem pisati knjige, ki niso več ostro teoretske, ampak so
bolj aktivistične. In točno to, kar je bilo v uvodu izpostavljeno kot na kak način je pisano, mislim, je to prav za nalašč tako pisano z načinom, da točno doseže publiko in da da misliti ljudem in da je bolj pomembno kot dolge izpeljave so to, da odpre nek problem. In predtem imaš dve drugi knjigi, ki odprejo tudi problema. Ena je Dolg, ki nastane kot odgovor na finančno krizo, da pokaže, da preko zgodovine se dolg je vedno odpuščal, odpisoval, da se lahko civilizacija oziroma družba nadaljevala s svojim življenjem, ker drugače vedno so obstajali dolgovi in zadolževanje in vedno so obstajali trenutki razdolževanja. In knjiga pred to, ki je ti zbirka esejev, ti prevedena v slovenščino Utopija pravil, je pa knjiga, ki se ukvarja direktno s birokracijo, z zablodami birokracije. Ta knjiga Bullshit Jobs po bistvu izhaja z tega, da je revija, ena sindikalna revija Strajk vpraša, če ima kak članek o nečemu, kar ni nikjer objavil ali mu nikjer niso objavili in nekaj tazga, ki ti leži v predalu. Ne? In pa rekel, imam en uvid jaz in ta uvid, da obstajajo nesmiselna dela. In ko objavi ta članek, gre za en teden na počitnice in ko prije nazaj, ga kličejo sin, eksplodira mail, ker začnejo na tisto uredništvo dobivati ogromno število ljudi, ki reče, ja, jaz imam to, jaz imam tako delo. In ta knjiga je dejansko zbirka teh pričevanj, ki jih on komentira na nek način. In ja, teoretsko, dejansko nekaj najbolj razloži na zadnji četrtini knjige približno, o čem se gre, tako da dejansko je nestrukturirana knjiga na nek način. Piše, malo skače, gor in dol, ne? Se vrača. Ampak v osnovi se gre. Dobil je nek uvid in zdaj ta uvid ali zdrži ali ne. Ni ga šel znanstveno, teoretsko analizirati, da je naredil delovno skupino in šel intervjuvati ljudi, ampak je na podlagi tega, da ljudje njemu pišejo. In na podlagi tega ponovno pogovarja se z njimi in na podlagi tega tudi on ugotavlja, kaj bi lahko bilo več. Torej v bistvu gre se za uvid. Ne? On kot antropolog gleda, kaj je vrednost, ne? In kakšna je vrednost v družbi. Torej pri dolgu pogleda, kako družbe delujejo in zakaj je dolg danes odpisati tabu. Pri birokraciji začne že s tem, da Amerika, ZDA kot država, ki se imajo za najbolj svobodno državo, so najbolj birokratizirana država in tukaj pride do dela, ki je v bistvu nek način management. Kako pride do take zablode menedžmenta, da menedžment, ki je mogel biti učinkovit, dejansko proizvaja nek nesmisel. Zdaj pa za začetek sploh treba prvo jasno razločiti, kaj sploh meni bullshit, ne? In zakaj je bullshit izjemen prevod, ne? Ker v angleščini moraš imeti zvezdico, kaj shit ne sme biti na naslovnici, ne? Tukaj ni treba cenzurirati nič. Ne? To ni shit. To je pač termin, to so popolnoma različne zadeve. Ne? Eno je shit, drugo je bullshit. Ne? Zdaj, v slovenščini obstaja tudi prevod knjige Harryja Frankfurta On bullshit, ki je prevedeno o sranju, kar je popolnoma zgrešen prevod. Je o nesmislu. Harry Frankfurt je v 80-ih napisal knjigo o tem, koliko nesmisla, torej bullshita, se proizvaja na univerzah. Koliko nekih tekstov, koliko nekih člankov niso ničemer namenjeni, kako so sami sebi namenjeni, kako so namenjeni zbiranju točk in ima nobene realne vrednosti v svetu. Torej, zašelo se z akademijo. In Greber v bistvu iz tukaj nekako vzame to idejo in reče, gleda, kaj pa, če se to dogaja tudi drugje. Ne? Torej v bistvu razlika med shitom in bullshitom, ne? Med sranjem in nesmislom, ne? Kako rečemo, je, da shitty jobs, ne? So tiste nujno potrebne, ampak slabo plačane. In so umazane. Ne? Čiščenje WC-jev je tipičen primer shit joba, ki takoj vidiš rezultat, očiščeno je, umazan si, ampak WC je čist, ne? Gradbeništvo, tudi skrb za ostarele, pač vsa dela, ki so težka, naporna, tako drugačna, fizično, psihično, slabo plačana so te shit job. Ampak to so, brez teh družba ne more obstajati. Ker če bi takoj, če zginejo ta dela, potem takoj nekaj propade. Ne? Na drugi strani so pa nesmiselna dela, bullshit job tista, in to je njegova definicija, ker ni znanstvena zares, je antropološka, za tista, ki jih dela čuti, da so nesmiselna. Torej, lahko imamo mi kako delo, ki je smiselno, lahko odpreti komisijo za reševanje nekega težave, je dobra zadeva, ampak če komisija zaseda in nič ne reši, potem je to
bullshit. Ne? Torej, ni že spet fizično vezano, da samo določena stvar je lahko bullshit. Lahko so tudi stvari bullshit, pa niso bullshit. Ne? Ampak v osnovi se gre, da kaj je zdaj ta nesmiselno delo kot tako. Ne? Zakaj so ljudje, kako sploh to obstaja? No? In zdaj, če pospešim, kaj je njegov odgovor, na koncu, da v osnovi on misli, čuti, se mu zdi, in to že v dolgu napiše prvič, da kot kaže družba, naša družba dela in naša družbena želja po polni zaposlenosti, ki je ne glede na vzhod, zahod, levo, desno, vsi imajo isto glavno dogmo politično, ne, prevlada nad smiselnostjo in tudi nad tržnostjo in tržno učinkovitostjo. Da je bolj pomembno imeti ljudje zaposlene kot ne. Ker če si nisi zaposlen, si lahko družbeni problem, ne, si socialni problem. In on kot anarhist, ne, to izpelje, če rečemo, iz kje izhaja, to v glavnem, da je to način družbene kontrole in tudi način, da ljudje ne bi jih pustili na samo, da bi pač v končni fazi razmišljali o revoluciji. Ne. Torej bolj, da nič delajo. In kaj je še pomembno, da jih s tem, ko jim ti daš nič, neki zaposliti z nečim, ki se morajo še pretvarjati, da delajo, te toliko uniči, da res nimaš časa drugo delati. Ne. Hkrati je pa tukaj paradoks, da to so dela, ki so veliko krat middle management, za katere rabiš ti izobrazbo univerzitetno. In naprimer v Ameriki s povišanjem šolnin, dejansko ti ljudje morajo delati v teh jobih, ne, da odplačajo. Hkrati se pa šolnine povišajo zaradi tega, ker se v zadnjih 40 letih izjemno poviša število bullshit del znotraj univerze. Ne. Zdaj, samo na kratko, kako sploh izhaja, kaj pomeni ta družba dela kot taka. Ne. Torej, v osnovi se gre za to, da moderna doba, industrijska doba, kapitalizem, vse, kar ni tisto, kar ni srednji vek, ko se družba formira kot družba, se formira v osnovi vedno kot družba dela. Prej v različnih kraljevinah, v teh kmetijah, gospodinstvih so to samostojne enote, ki delujejo, en je gospodar, en je hlapec in se med sabo trgujejo eno z drugo. So v bistvu ločene ekonomije. Ne? Ekonomija je zakon ognjišča. Ne? In že v bistvu ideja, da ekonomijo uporabljamo kot politično ekonomijo, je nekaj novega, 300 let starega približno. Ne? Zdaj, Graeber tudi pa je večkrat opozarja na več avtorjev, tudi sklicuje, da treba vedno pomisliti, se spomniti, da v bistvu ta srednji vek, ki nam ga predstavlja kot mračnega, ne, je to neka neka zgodba, ki jo propoveduje novi svet, novi vek, da pokaže, kako so bili prejšnji slabi. Ampak, naprimer, med drugim, zaradi koliko praznikov vsega so imeli, naj bi kmet delal 100 dni na leto, naj bi bilo praznikov v srednjem veku. In tudi, ko so delali, da večino niso delali fiksnega urnika, ampak so delali, ko je bilo treba, torej kampansko. Kako se učiš kampansko, ali pa če imaš festival ali pa nek projekt zakončati. Ne? Da na tak način so delili kmetje ponavadi, tudi po drugi strani pa obrtniki, ki so bili vezani v cehe, so bili sami svoji gospodari in so oni odločili, kako so delili in tudi pri njih so delili po 4 dni na teden, naprimer, večinoma ni delali niti 5 dni. Ne? In da vse to se spremeni z industrializacijo in druga stvar, kar je pa kapitalizem, v bistvu pa to, da se ohranja ta moment mezdnega dela. Da v Angliji, na severu v Evropi naj bi predtem veljalo, da si ti imaš v bistvu mezdno delo, obstaja 7 do 15 let, ti si v bistvu kot otroka te dajo nekomu drugemu služiti in ta služenje, to, ker ni šol, je to v bistvu tvoje izobraževanje, ampak si plačan za to izobraževanje. In potem dobiš ta denar, ki lahko kot dota oziroma za odpreti svojo kmetijo, svojo delavnico. Če delaš znotraj ceha, si v bistvu ti pol postaneš gospodar, prej si pa v bistvu sluga. Ne? Stvar pa je temu, da vedno si gospodar ali hlapec, ne? In si v tem sistemu noter, ampak enkrat lahko postaneš tisti polno samozaposlen. Kaj pomeni, da pri kapitalizmu obliki pa pride do tega, da to zmanjka, ker dejansko non-stop pademo v to, da ti ne odrasteš in da v bistvu se vedno več zveča kontrola in dober dan, da se vedno več zveča, a greste na drugo stran, malo me čudno, veste, če me nekdo za hrbet gleda tukaj. Ja, pa me še zmede.
In da v bistvu s temi novimi pa se v bistvu opre neka drugačna slika, ki je vezana na to, da v bistvu ta družba postane v bistvu veliki gospodarski, ekonomski obrat. Ne? In to se začne že v šoli, ko se privaja na tovarniško delo s tem, da si imaš zvonce, imaš urnik, ne? In da je ena ključnih stvari, zakaj pri nekaterih to tudi navaja en primer, da sprašujete, zakaj za neko delo je zahtevana srednješolska izobrazba, če po v bistvu to, kar delo pa res se vidi, ne rabiš. Ne? In da mu tisti šefe reče, ja, zato, ker pol bom dobil ljudi, ki vejo, kako priti točno. V bistvu, kaj dela šola, ne? Ker v bistvu šola kot nek veliki boljših tudi, ne? Da v bistvu proizvaja točnost, ne? Da si ti točen. To je neka stvar, ki je tudi nova na nek način, ne? Ker prej niso bili obsedeni z urami, ne? Toliko. In v bistvu ta obrat se zgodi, da v bistvu na ta začenja se vedno več stvari urejati in potem po eni strani, ko pride do teh velikih tovarniških obratov, pride tudi do organizacije delavcev, ampak ja, po eni strani to, po drugi strani pa pride tudi do organizacije vodstvenih kadrov. In ta veliki obrat med tisto, kar je nek angleški, industrijski, navadni kapitalizem in tisti ameriški, kar Amerika dejansko doda svetu, ni kapitalizem kot tak, ampak je menedžerski sistem. To pomeni, da je korporacija kot nek velik sistem, ki je vodena od več ljudi in da menedžeri so profesionalni vodje, ki niso lastniki vedno, ne? Večinoma niso, torej lastniki se izključijo iz dejavnosti in menedžeri vodijo sistem za dobro lastnika, da je višja, dobijo več denarja in za dobro delavca, ki nam bi tudi dobil več denarja, ki je bolj uspešen. Ne? To je še zanimivo, da v bistvu te korporacije se rojevajo, še v bistvu prve velike korporacije so železnice. Torej, Ameriko, da se zgradijo po železnicah in v bistvu tudi prve velike firme, kot take so železnice, ki sploh lahko vodijo tako veliko gradnjo. In pri organizaciji teh menedžerskih pristopov pa se dogaja po njihovi državljanski vojni in dejansko je to nadaljevanje vojaške organizacije in da prvi CEO-ji so v bistvu generali vojaški Severne Amerike. In zato je tudi CEO je Chief Executive Officer, ne? Že tukaj, ki izhaja ime, se kaže. Torej, tukaj se gre, da je to vojaška organiziranost, bolj kot neka, torej je hierarhična. Prej v drugih oblikah dela so imeli ljudje vedno veliko avtonomijo pri delu, kako delajo in lastniki in vodje ponavadi sploh niso točno vedeli, kaj delajo njihovi podrejeni. In glavni lik tukaj, ki naredi revolucijo, za reč v tem razumevanju, je Francis Taylor, to, kar poznate pod besedo taylorizem. Ne? On je strojni inženir v jeklarni Bethlehem Steel, ki dela jeklo za newyorške stolpnice med drugim tudi. In on prvi uvaja sisteme, kako bi lahko čim bolj učinkovito delali. In kaj to pomeni? Kako iz delavca čim več cimit ven, iz mozga ven, čim več energijo, kako z manjšimi gibi, kako mu grejo računati, koliko gibov premakne, koliko lahko nosi, da bo čim več, da bo povišal proizvodnjo, kar se seveda zgodi. Na drugi strani se zgodi to, da tudi plača se poviša, ne? Ampak je pa klican tudi pred kongres kot na zaslišanje, kot primer slabe prakse. Torej, na začetku se to gleda kot nekaj izjemno negativnega, ne? Da nekdo popolnoma pritiska na delavce na tak način. Ampak zakaj ves ta uvod zdaj? Ne? Zato, ker dejansko tudi Taylor reče takoj, da zdaj smo začeli pri tovarnah, ampak to lahko uporabljamo za vse, za celotno družbo. In potem, in to se dejansko dogaja preko 20. stoletja. Menedžerizacija družbe je iskanje čim večje učinkovitosti, kako bi ljudje čim bolj učinkovito delali. In ena stvar je zdaj se ukvarjati z učinkovitostjo v avtoproizvodnji, v čipih, v proizvodnji miz. Ko pa začnemo s tem se ukvarjati, kako bomo mi učinkovitost uvajali na proizvodnjo človeškega dela, kot umskega dela, kot knowledge-a, ne, pa se pojavljajo problemi. Ne. In kako bomo mi zdaj naredili čim bolj učinkovito univerzo? Kako bomo naredili čim bolj učinkovito bolnico?
ko bomo naredili čim bolj učinkovito tudi naprimer gostinstvo, ne? Naprimer veliki problem, ki ga jaz poslušam vedno je, da HACCP, ne, sistem higienski, da to morajo non-stop pisati, računati, koliko so, več časa pišejo o tistih hladilnikih, ko delajo. Šolari, učitelji, učiteljice več časa pišejo poročila, kot učijo. In vsakega področja vsak če več časa piše. Ne? Torej, kaj zdaj pomeni? Torej, ta management, ki hoče uvajati učinkovitost, se pri primeru skrbstvenega dela pokaže kot pride do problema tega, ker v bistvu meri nekaj, kar je nezmerljivega in iz tega nastaja veliki del teh bullshit jobov. Ne? Ker on pravi, da v bistvu v osnovi se gre za to, da nekako se niti ne direkt pove to, skoraj direkt, da obstajajo bullshit jobi in care jobi. In zdaj skrbstveno delo je v osnovi, bomo rekli, je to bolnišnično delo, ampak ne od doktorja, ne? Od sester, ne? Od tistih manj plačanih. In skrbstveno delo delajo vedno manj plačani, nižji razredi in pač tradicionalno ženske. In kaj on večkrat poudarja, da klasično working class, ne, delo, funkcija, ne, delavskega razreda ni toliko v produktivnosti, ampak je v skrbstvu. In da ta poudarjanje tega industrijskega delavca, ne, je bilo neko obdobje, ki je v bistvu tak mačizacija delavskega razreda, ne, ki se upre, ampak da tudi v času največjega števila industrijskih delavcev je bilo še vedno več ljudi, ki so delali skrbstveno delo. Ne. In da potem v bistvu pri tem tudi, ko gledajo, kakšna dela se lahko ukinejo, ne, vedno ukinjajo zdaj dela delavcev, hkrati se pa množijo dela menedžmenta. Ne. Naprimer, samo en primer pove tudi, kako, da so hoteli ukiniti prodajalce kart na Podzemeljski v Londonu. So rekli, se bomo dali avtomate. In pa so uprli, pa če bilo vsem logično, ne, sej, kaj pa delajo, oni prodajajo karte, ne. No in pa so se pač ti delavci, ki prodajajo karte, so rekli, da oni dejansko so skrbstveni delavci, ne. Prije kdo, ki se je zgubil otrok, en nekam zaluta, pomagajo ljudem, oni ni stvar, da samo prodajajo karte. In pa se ti pokaže, koliko se drugi zavedajo, tisti, ki naj bi merili, kaj sploh delajo drugi ljudje. Ne? In zdaj to, on pravi, da je neka ključna točka spremembe, ki je prišlo do te birokratizacije in bullshitizacije družbe, naj bi bilo leto 1971, ko Nixon izstopi iz Bretton Woods sistema, po katerega veže vse, kjer so vse valute vezane na dolar, ki je vezan na zlato. In to naj bi bil začetek financializacije družbe, torej v bistvu začetek, ko finance postanejo industrija, začetek razvoja računalništva in bullshitizacije in vzpona menedžerskega razreda. To vse gre skupaj, eno z drugim. Storilnost, ogromno grafov kaže, sigurno ste kakaj videli, kako produktivnost od 70-ih narase, ekstremno narase, plače delavcev pa ostanejo iste. Ne? Kam gre ta umesen denar? Ne? Torej, vzpon servisnega sektorja dejansko poudarja, da ni vzpon storitvenega sektorja, ne? Ni zdaj vzpon več gostinstva, več natak, več frizerjev in več dostavljavcev, ampak je vzpon ravno tega osebja, ki menedžira, torej tega middle managementa, tega osebja, ki menedžira tovarno. Torej, oni ne, tisti, v bistvu, plače delavcev ostanejo iste, hkrati se pa širi število ljudi, ki so v bistvu tam, kjer jih nikoli ni bilo. Ker tisti, ki so na vrhu, v bistvu zadeva se zadeva tako, da v nekem času po drugi strani vojni in vzpona in razvoja naj bi obstajala zelo dobra kolizija v bistvu, da delujejo skupaj delavci in menedžeri, ne? Ker delajo nek produkt. Pri financializaciji se pa gre za to, da v bistvu vse postane samo nek finančni instrument in se v bistvu menedžeri povežejo z investitorji. Vmes
ker dobijo toliko denarja, s tem velikim denarjem pa financirajo še svoje dodatno osebje. In to novo osebje so v bistvu tisto, ki se loči med delavci, dejanskimi delavci in vodstvom. In kako to zgleda na politični levi strani, je to, da leve stranke grejo proč od sindikatov do točno teh liberalnih menedžerjev. In to je ta preoblik leve strani, ki še danes nekako velja. In tisti v bistvu sredini middle manageri so tisti, ki nekako zavarujejo šefe pred svojimi delavci. In ko pride do rezov, ne bojo rezali njih samih, ampak bojo vedno rezali plače delavcem. Ker kje se zgodi ta paradoks, da v bistvu ta management, ko je nekaj narobe, grejo iskati kaj popraviti. In potem nikoli ne menedžirajo samih sebe. In da je ključen problem, bojo samo dodali še več in več število ljudi, ki naj bi reševali nek problem, ampak nikoli pa ne pomislijo, da je problem v tem, da so v bistvu oni sami tisti, ki zaradi katerih firmi gre slabo, ker porabi toliko denarja za njih. En dober primer je ena tovarna čaja izven Marseja, ki je lepo delovala čez desetletja in so tudi delavci prišli, kako biti čim bolj učinkoviti in bolj učinkovito, kot se ni šlo. V enem trenutku so to firmo prodali in so kupili ena investicijska firma, ki je hitro najela par novih menedžerjev, ki jo prišli gledati, kako to fabriko izboljšati. In po dolgem iskanju, ko niso mogli ugotoviti, kako to izboljšati, je njihov edini odgovor bil, da zaprejo fabriko in preselijo na Poljsko. In to je iz vidika novega finančne industrije popolnoma logično, ne? Če proizvajaš finance, če pa proizvajaš storitev, neko zadevo, pa ni. Ne? No in tukaj pokaže, kak problem, kaj se dogaja v bistvu pri tem. Ne? Ali pa naprimer o učinkovitosti finančnega sektorja. Ne? Da je, enemu piše nek računalničar, da je v neki veliki banki zračunal in ugotovil, da bi lahko odpustili 80% vseh delavcev, od 60,000, ki jih je tam, ker je naredil program, kako bi lahko neke stvari avtomatizirali. In da je to predstavil v temu board of directors, ne, torej kako se reče temu, svetu, ne, fabrike, pač banke, in da tako pričakoval, da bo vsi veseli skočili gor, ne? In potem, da dobil ogromno grdih pogledov, ker dejansko potem se spomnil, da je gotovo, da bi vsi te notri zgubili delo. Ne? In kaj je pravil potem, da potem je gotovo, da če bi pa zgubili delo, potem direktor ne bi imel svojega enturaža. In potem si ne bi mogel direktor izplačati tako visoke plače, ker ne bi mogel imeti ljudi okoli. Ker tukaj pravi, da, v bistvu da bi lahko nek način govoril o menedžerskem feudalizmu, ker to govori on za zelo velike firme, seveda. Ampak bullshitizacija se potem iz tega kopira na tudi manjše področja. Ne? Ampak da v bistvu se zgodi, v bistvu feudalizem je deloval tako, da si nekaj pobral, ne, si ukradel in razdelil. Ne? In pa si imel vazale in feude in to razdeljene in je bil neka hierarhični sistem, kjer si dajo glede na svoje zasluge. Ne? Torej je bil tržno neučinkovit. Ne? In da tukaj v tem primeru se točno to dogaja. Ne? Razlika pa je samo v tem, da v feudalizmu menedžeri niso vzeli knowledge, ti menedžeri niso nadzorovali delavcev, ne? Ker v cehih so bili v bistvu samostojni. Ne? In v bistvu torej je hujšo v feudalizmu, ker v feudalizem si imel avtonomijo dela lahko noter kot tako. Ne? Tukaj pa je nimaš. Ne? Zdaj v bistvu samo, ja, ker nisem za vsaj ta kratek opis bi samo še nekako zaključil s tem, da kaj sploh on ima, kaj so za njega sploh te bullshiti kot taki. Ne? In v bistvu on jih ima 5. Ne? In prvi so lakaji, ker to so točno tisto, kar je bil enturaž, torej dvor. Ljudje, ki so okoli nekega kralja, nekega vodja, nekega šefa, zato da ta šef deluje, da je sploh šef. In to lahko deluje od tega, da imaš receptorja, vratarja, 10 ljudi, s katerimi hodijo okoli in ti ljudje potem dobijo toliko plačano, da lahko dobi še več plačano šef.
lahko pa so tam samo zato, da izpade na drugi način firma bo resna. Ne? Pravi primer neke založniške hiše na Nizozemskem, da ena dela kot receptorka, ki je tam za en telefon na dan. In zakaj je tam? Je zato, ker tisti telefon, če ona dvigne, bo mislili, tisti, ki kliče, da je to resna firma, ker če bi dvignil samo urednik, bi izpadlo, da je to one man band, ne pa da ni tako resna firma, da urednik, da s tem pokaže, da urednik ima več dela, da nima dela začakati na telefon, naprimer. Ne? Potem naslednji so kljukičari, box stickers, to so tisti, po mojem, najbolj razširjeni, to je tisti bullshit, ki se mi zdi, ki je najbolj razširjen, ki ga imamo vsi, vsaj do malega dela, ne? Ker bullshit ni, da ga imaš celega, lahko imaš 5%, 10%. Ne? In to so tista dela, ki pomeni dobesedno, da si naredil kljukco, ker ljudje sami rečejo, naredili smo kljukco. Ne? To so stvari, ki bi lahko bile narejene zato, da imajo nek pomen, lahko pa na koncu so narejene samo zato, da so narejene. Tega je ogromno, seveda tudi v javni upravi, ampak on non-stop ponavlja, da je v javni upravi, seveda, vemo, da v javni upravi so bullshiti. Problem je pa, da na kak način se birokratizira privatni sektor in s tem bullshitizira, da se sami oni uvajajo neke nove analize in nadzore, kako delajo tisto, kar treba obkljukati kot tako. Ne? Potem imamo selotejperje, oziroma duct tapers v originalu. To so tisti, ki v bistvu imajo zaposlitev zato, ker niso zrešili nekega strukturnega problema. Torej, zato, ker nekaj ne deluje, tisti rešuje, ampak njegovo delo uradno ni, da on rešuje to, dela nekaj drugega. Torej, če bi strukturno spremenili problem, potem tega ne bi bilo. Ne? Velikokrat pride do tega, da so to v bistvu neki asistenti, ki imajo slabe šefe in namesto, da bi vrgli šefe, ali pa si ne upajo nobenemu reči, da šef dela slabo, mora ta človek delati namesto šefa. Ne? In tukaj poudarja, da bi bilo zanimivo videti, da naprimer, če reke ta tajnica, klasična tajnica, kot nekdo, ki samo dviga telefon in stoji pred vrati, ne? Da v bistvu, če pogledamo, da mogoče obratno je bila tajnica tista, ki v bistvu, da ni bil boljših tajnica, ampak tajnica je bila tista, ki je največ delala, ker drugim ni bilo treba delati kot takih. Ne? Potem naslednji so taskmasteri, torej tisti, ki delijo delo drugim, ne, biriči. Ne. In to so v bistvu tisti, ki nadzorujejo delo, ampak ki kdaj ni potrebno nadzora, zato ker ljudje sami ne potrebujejo nadzora, delajo sami od sebe in zato si morajo oni izmišljevati delo, na kak način, v bistvu, da imajo oni sami delo, morajo drugim dajati neko delo, da oni upravičijo svoje delo. In tretji, še enkrat sem pozabil. Zadnje delo so pa silaki oziroma gunst, ki pa ni važno, v bistvu silak v tem smislu ni, da je samo vojska, ampak izhaja iz tega, da so tista dela, ki so dela zato, ker jih imajo drugi, moraš imeti tudi ti. In v osnovi, tako najbolj nastaven primer reče, če ne bi imel noben vojske, pol ne bi rabili vojske. Ker imajo drugi vojsko, moraš imeti ti vojsko. Ampak v osnovi tukaj kaže, gre se za telemarketing, v bistvu marketing, ne? V bistvu napadi vojska, ki je v bistvu z vidika, kako privablja tvoje zanimanje, da ti v bistvu potem kupiš oziroma izvajaš neko njihovo storitev. In v bistvu ogromno koliko ljudi, ki dela v marketingu in v telemarketingu in to poroča, da v bistvu se sami zavedajo, da dejansko lažejo o stvareh, kakve ne bi bile. Ne? In da v bistvu to je tudi ena takih res. Vidi se vse, ampak je čisto nesmiselno z vidika ljudi, ki to delajo kot taki. Jaz bi šukaj, koliko imamo zdaj. Da gremo malo, ker mislim, da bi bolj, da se mi malo pogovarjamo. Bi tukaj samo s tem še zaključil, da v bistvu, da ne bi obstajala zakaj prihaja do tega, da so ta dela, ki so skrbstvena, ki so vredna za družbo, slabo plačana. Ne? Da ne bi prihajalo do takega moralnega v bistvu prezira oziroma fovšerije, zreči, tega, da tisti, če ti delaš nekaj smiselnega, si že plačan za to. Ne? To je argument, ki daje učiteljem, umetnikom, ne?
si že naredil svoje. Ne? Če pa ti imaš neko nesmiselno ali pa težko delo, potem pa v bistvu moraš biti plačan. In da iz tega elementa v bistvu in to v bistvu stvari, ki mi je ful zanimivo, ki je isto pri nas v Ameriki na isti način, to so argumenti, preko katerih nekako vedno izpadejo, da ljudje, ki delajo smiselno, ne potrebujejo plačila. In da v bistvu nekako na ta način ta zadeva deluje naprej. In torej zaradi tega, ker pa v bistvu je polna zaposlitev in je tako ključna in ker je ključen BDP kot tak, potem smo ujeti v ta krog. Zaradi tega, ker BDP meri produktivnost, ne meri pa v bistvu skrbstvenega, ne? Oziroma, ena zadeva, boljši job je tudi to, kako lahko mi sploh izmerimo, da višamo gospodarsko rast, moramo meriti, ne? In zdaj ti šolanja določenih stvari pač ne more zmeriti, ne? In zdaj tukaj se pojavlja vsa ta menedžerizacija noter, ne? Ampak problem je, da nujno spolne zaposlitve in BDP-ja je tudi nekaj, ki so uvedli v 30 letih, ne? Oziroma po drugi svetovni vojni, kot način, da se države med sabo kažejo, kdo je bolj uspešen, ne? Ampak pri BDP-ju je problem v tem, ker dejansko meri samo stvari, ki se zgodijo v transakciji. Ne? Torej, zdaj, če ti kupiš tank, se povišal BDP. Ne? Če jaz dam tebi jurja, ti meni nazaj jurja, napišemo 2 računa, so tudi 2000 povezani. Ne? Ampak po drugi strani je pa tudi to, da kako bomo pa zmerili vse ostale stvari, ki se dogajajo. Ne? Torej, kako meriš ti to, BDP je nekako rekel, veselje, happy index družbe, ne družbe, ampak gospodarstva. Ne? In kje je pol ta element, kako merimo mi lahko pol človekovo srečo kot tako, to je tisto, ker v bistvu še vedno niso prišli do tega, da bi to želeli meriti. Ne? In zanimivo je tudi to, da zdaj, če se gre v privatizacijo zdravstva, bo povečal BDP-se, ne? Naprimer, ne? In zato vsaka stvar, ki se financializira in privatizira, s tem se dviguje lahko BDP kot tak. On na koncu nima nekega odgovora, kako to rešiti in kaj, oziroma reče, to je zdaj, jaz sem odprl tukaj problem, da v bistvu sploh se zavedamo problema, po eni strani odpre nam nek besednjak, po kateremu sploh lahko se zavedamo to, da v bistvu da nam neke nove besede, preko katerih lahko sploh začnemo se pogovarjati o temu, ne? Torej, da je to je knjiga, ki ni za samo pomoč, ampak je za v bistvu tista knjiga samo pomoč, ki bi ti sam sebi si pomagal, s tem, da bi si rekel, vse v redu, najboljše je. Ampak je knjiga, da si sami med sabo pomagamo, ne? Da si lahko v družbi pomagamo kot taki. Drugače pa pravi, ja, da seveda v UTD bi bil neka zadeva, ki bi bila najbolj primerna za to. Problem vedno izhaja iz moralističnih argumentov, ki segajo od protestantskega, vzpostavljanja protestantske etike naprej, da tisti, ki ne delajo, pač mislijo slabo, bodo delali samo nekaj slabega, ne? In da v bistvu, vedno, ko so delali kakšne eksperimente, da toliko ljudi bo vedno nič delalo, ne? Ampak če imaš ti nek minimum, boš lahko prej delal nekaj smiselnega, boš lahko boljš delal, kot če moraš nekaj drugega delati, ne? Težava pa je v tem TD-ju, da, kar se nam kaže zadnje čase z inflacijo, da mogoče, če bi dobili vsi UTD, bi samo se povišala inflacija in bi prišli na isto. Tako da tukaj to je še tudi veliko vprašanje. Zdaj bi pa prosil mojega uvodnika, če mi da kako vprašanje še dodatno. Z veseljem dam še kakšno vprašanje. Hvala, Blaž. A je mogoče najprej kakšno vprašanje iz publike, no? Kar tako začnimo. Se bo še utrnilo. Dobro, pa bi mogoče jaz začel tam, kjer si ti končal. Mene je mogoče od vsega skupaj, mene iz tera najbolj vrglo potem ta UTD kot nek pač zaključek, neka izpeljava. Ne? In se mi je zdelo, če pa to je edina izpeljava, ki jo imamo iz vsega tega, pa je to švoh. Ne? Nekaj si že omenil, v bistvu pač, ko bi rekel, v zvezi z inflacijo in tako, da je tukaj problem. Kako vidiš ti to rešitev, čisto zares? No? Pač, a je to neka logična izpeljava iz problemov, ko jih on izpelje? Lahko
jaz imam tudi neke razmisleke o tem, ali vidiš mogoče kako drugo pot, ki bi bila bolj smiselna, ker vendarle moramo do nekih političnih zaključkov prideti, ne, iz vsega skupaj. No, lahko tudi ne pridemo, ampak jaz sem tako naravnan. No. Mislim, nimam nekih zaključkov, da bi rekli. Po tolkem branju še vedno nisem prišel zidi nek zaključek. Meni je bolj zanimivo, da mi je bolj spremenil, ker ta avto omeni in pol nekje v pombi napiše, da v rentniški družbi to ni mogoče. Torej, če imaš ti najemniška stanovanja, bojo pa samo dvigalni najemnine. Ne? Ampak inflacija se nam dogaja zadnjih 5-6 let. Ne? Prej ni bilo toliko inflacije. Tako velike. Zaradi tega meni je bil vedno smiselen v osnovi. Se gre za to, da treba pogledati, koliko v družbi reče, da nimamo za neki denarja. Ne? V družbi je denar, ne? Samo je drugam postavljen. Ne? Če so po drugi svetovni vojni imeli v Ameriki do 80% obdavčitev korporacije in potem so v 70-ih to umikali. Ne? In zdaj bo kaj v Kaliforniji, naj bi dali 5% obdavčenje bogatašov in zdaj bojo oni bežali ven, ne? Iz Kalifornije. Tako da je denar, kje je denar, kako razporediti, ker argument proti UTD-ju je, nimam toliko denarja, ne? Mislim, ga imamo, ne? On želi pokazati, dovolj je vsega, samo je postavljen na tak način, da mora biti nek umetno proizvajanje krize. Ne? Ker tudi koga, to je prav se gre pri komu, pri teh bailoutih, ne? Koga so reševali, ne? Niso reševali delavcev, ne? Bili tudi, da ukinjavali tam General Motors, ne? Da bi so tam predstavili, lejte, ti delavci imajo pa koliko visoko plačo, pa kakve penzije, pa kako to, ne? In treba njim skiniti to, kot da so oni krivi bili za to, ne? Ne pa da to delajo na v bistvu tisti administrativen del je pa pač seveda se ukvarjal s tem, ne? Imel delo samo tega, da v bistvu drugim plače daje, ne? In to je veliko tega okoli. Tako da tukaj vprašanje je, kaj je razmerje med delom, vrednostjo in plačilom nekako, ne? Po eni strani, ne? Zato, ker si večinoma zdaj v zgodovini na določenih primerih imamo mecene in umetnike, ki pol delajo in to, ne? Ampak večinoma umetnikov se mi zdi, vedno so neki drugega tudi delali, ne? Si niso zdaj vsi živeli od pisanja, ne? Pač so v določenih obdobjih, ne? Ampak zdaj vprašanje je, kaj je ta hobi, zdaj, če imaš ti, mislim, da meni bi bilo bolj primerno govoriti o skrajšanem delovnem času, ne? Kot prav v TD-ju, da ti dobiš isto denarja, ampak delaš ne 4 ure, pa lahko delaš več. Da ti imaš nek manjši čas, s katerim dobiš denar in potem delaš druge. Ne? Zdaj pa seveda vprašanje, kaj je to? Ne? Zdaj, na avtocestah ne moreš delati manj, moraš delati več. Ne? Naprimer, ne? Koliko to plača? Mislim, niso vsa dela ista, ne? Že spet. Mislim, tukaj v osnovi se gre veliko za ta pisarniška dela. Ne? So tudi druga, ampak v bistvu v osnovi se gre za pisarniško, koliko je tega premikanja in tega, koliko je nekega nepotrebnega, ki je tam samo zaradi tega, da se to dogaja. Ne? In naprimer noter ima tudi nek citat iz nekaj intervjuja od Obame, ki se vprašujejo, kako bi lahko naredili bolj učinkovito urejanje socialnega varstva, zdravstva. Nekaj Američani plačujejo največ za zdravstvo, imajo najslabše zdravstvo. In da v bistvu on nekje direktor reče, ja, pol bi 2 milijona ljudi izgubilo službo. Ne? In je pomembno imeti polno zaposlenost, ker to so lepe številke. Ne? Zdaj, ko govorijo o gospodarski rasti in ko govorijo o temu, to je pomembno. Ne? Ni pomembno drugo. Vi ste na avtocestah tudi je gospodarska škoda, da zapreta avtocesta. Ja, in da jaz sem 3 ure tam, pa ni škoda. Ne rečo človeška škoda. Zdaj sem bil danes v Izoli, ker so kar zaprli cesto in zdaj so odprli, ker so vsi znoreli. Zdaj so rekli, da je v bistvu to tudi psihološka škoda ljudi. To sem prvič slišal, ker vedno govorijo samo o gospodarski škodi in gospodarski rasti. Ne? In zdaj imamo že spet novo vlado, ki še bolj govori kot prejšnjo temo. Ne? Tako da imamo, se jih danes je novo vlada, samo na današnji dan. Tako da tukaj se gre tukaj mislim, da bi se mogli priznati sploh, da to obstaja iz tistih vodilnih ljudje. Ne? Ker on tudi pravi, da edini, ki ne priznavajo, da obstajajo bullshiti, so direktori in human resources, ne? Kadrovniki, ne? Da ti večino ne obstajajo. Ne? Tako da zakaj vedno pride do tega, da postane neka organizacija, ki da denar za to, da se administrira in porazdeli manj denarja za tisto, kar dela. Ne? To je na kulturnem področju, tudi, to je na vsakem področju. Naprimer, velikanski primer tega je tudi ta
charity, ne? Sem prebral v angleščini knjigo, kako se reče temu, teli, ne, da v bistvu koliko da 90% do 90% charity dobijo sami sebi in pol 10 razdelijo naprej, ne. Tako da, kako? Da. Tako da, ja, to. Na to v bistvu, zakaj pride do tega, lahko poskušam odgovoriti. Mečkam sem si poskušal sliko, pač mogoče čist orisati v glavi, ko sem te poslušal, ne. Kje je tista osnovna caka? Zakaj prihaja do teh služb, jih očitno lahko rečemo, da nimajo smisla, ne. Zdaj, kapitalizem, vemo, ustvarja gromozanske presežke, ne. In te presežke načeloma kapitalist, če hoče biti kapitalist, jih mora investirati v nek produktivni sektor, zato da bo presežke pač še povečal, ne. To je akumulacija kapitala. Kaj se zgodi, ko kapitalist nima kam investirati teh presežkov, zato da bo dobil velik donos nazaj, ne? Seveda do tega pride natanko v obdobjih, ko je nizka produktivnost, ko ni visoke rasti produktivnosti, tako rečemo, ne? In ko dejansko se mu ne splača razvijati več nekih sektorjev, ko se mu ne splača ta denar nazaj v sfero produkcije pač dajati, ne? Kam potem ta denar lahko gre, ne? In v bistvu v sferi produkcije itak ve, da ne bo nekih velikih novih donosov, se pravi, tukaj ne bo investiral v razvoj tehnologij in tako naprej, zato ker bo imel dovolj poceni delovne sile, da bo šihte delalo pač še naprej, ne? In bo mogoče še bolj šihti. V drugi strani bo investiral samo v to, da bo iskal načine, kako obstoječe panoge iz obstoječih panog nekaj potegniti še več, iz delavcev iztisniti še malo več, ne? Kako iz obstoječih sistemov družbenih jih privatizirati, jih narediti profitabilne, se pravi, kaj dela? Parazitira, ne? Kapitalist, če ne bo dobil donosa z svojimi investicijami, bo denar dajal samo še v to, kjer bo lahko iz tega, kar že obstaja, nekaj več iztisnil ven. Ali da bomo privatizirali zdravstvo, šolstvo, ali da bomo pač še bolj fleksibilizirali delo, da bomo obstoječo delovno silo pač še malo degradirali, ne? Se pravi, in v tej sferi te optimizacije nastaja middle management, ne? Nastaja vsa ta v bistvu pač, ko bi rekel, infrastruktura teh pač jobov, kjer v bistvu tem zaposlenim oni nimajo drugega dela, kakor pač ukvarjati se s tem, kako poceniti vse ostalo delo. Kako narediti v bistvu, ko bi rekel, ne narediti zdravstvo boljše, bolj dostopno, ampak bolj profitabilno na način, da pač ga razstaviš in razprodaš po koščkih, ne. Se pravi, tle nastaja ta middle management, potem kaj bo drugo delo kapitalist? Iskal bo, kje lahko, mogoče se skriva pa neka nova pač paradigma razvojna, kje bo tista nova inovacija, kje bo tista nova tehnologija, ne? In tle se v bistvu razvije en cel sektor, v bistvu bi mu rekel startupovski, ne? Kjer se lovi investitorje, kjer se v bistvu poskuša razne produkte lansirati, zato čeprav so prazni, so bullshit, so, ne, pač ta 11.000 ista aplikacija, pač, ki jo razvijaš, ampak poskušaš pa vseeno prepričati kapital, da bo nekaj od teh presežkov, ko ne ve kam z njim, da bo jih usmeril še k tebi, ne. In tle imamo tudi ogromne pač te sektorje v privatni sferi, ko vsi vemo, da so bullshit, ampak ena peščica od njih pa bo zadela na tej loteriji, pa bo nekaj teh presežkov potegnila vase, ne. Se pravi, spet, imamo težavo, da kapital nima kam iti, ne. In potem je pa še, bi rekel, tretji del, ne, seveda, on noče ta denar dajati v družbeno reprodukcijo, v koristne stvari, v šolstvo, v zdravstvo, v infrastrukturo in v vse to. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem bo samo podražil delovno silo, ki jo rabi, da dela čedalje cenejše, ne. Se pravi, tega noče delati, mora pa vseeno vzdrževati, ko bi rekel, svojo ideološko hegemonijo, mora vzdrževati to, da v bistvu ljudje mislijo, da je kapital progresiven, da razvija družbo in tako naprej, ne. In zaradi tega vseeno neki
denarja daje, ampak ne v dejansko stvari, ki bi bile koristne. Te je treba razgraditi pa privatizirati, te javne sisteme, ne? Ampak bo pa zmetal ogromno v NGO sektor, v akademijo, v kulturo in tako naprej, ne? Kjer je ogromno ljudi zaposlenih za to, da ustvarja videz naprednosti. Ne? Se pravi, pač verjetno nikjer ne boš bolj zafrustriranih ljudi najdel kot v NGO sektorju ali pa v kulturnem sektorju, ko pač prijavljajo projekte, neki evropski denar pride za to, da ti pišeš pol poročila, pač da ta poročila pošiljaš enim drugim birokratom, ki se delajo, da jih preberejo, zato da imaš potem Zoom sestanke, na katerih ne. To so fake jobi v bistvu, ki ustvarjajo zato, da lahko na drugi strani se dogaja privatizacija vsega ostalega. Ne? Se pravi, je v bistvu in hkrati tudi v bistvu, ko bi rekel, otroke višjega srednjega razreda zaposlijo, ne, ki ne morejo jih dati zdaj v tiste šihte, ne, pač zaradi, bi rekel, njihove statusne pripadnosti in tle rata neka svojvrstna socialna država za srednji razred. Ne. Tako da bi rekel, da skratka, kje je težava? Kapital se akumulira, nima pa kam iti, da bi bilo produktivno. In zaradi tega v bistvu se napihujejo sektori rentništva, sektori, ki parazitirajo na vsem ostalem, ne? Ker dejansko tiste razvojne paradigme, ki bi prebila pač to, ne? In da bi dejansko rast imeli, ker v neoliberalizmu nimamo rasti, ne? Tudi nimamo rasti produktivnosti. Ne? To se ne zgodi in v bistvu je to pač en signal te službe in ta razmah teh sektorjev je en pokazatelj krize kapitalizma, ne? Pač saj v teh starejših centrih kapitala. No, sej ja, zdaj, to je bilo vprašanje. To zdaj ni bilo vprašanje, to je bila teza. Ja, pač. teza. Sej to, ja, mogoče nisem najboljše razložil potem, oziroma nisem vsega še. Ja, ta povezava financ, računalnika in kako se, to sploh kako finančništvo, računalniki, prvič banke preuporabljajo računalnike. Ne? In pravi, da zdaj, če imamo kateri stroj, tisti, ki dela 100%, in je stroj, kaj je združil tehnologije, računalništva in bančništva. Ne? Kateri stroj nikoli ne zataji bankomat. In da so gledali, to pa v drugi knjigi piše, da so bili ponosni, da so imeli 1,5% napak na volitvah, 2000, bankomat pa ima 100%. Ne? Tako da v bistvu volitve so manj pomembne kot bankomat do dela. Ne? In to je nek razvoj, kam šel razvoj, ne? Da razvoj je tudi šel, da zakaj nimo letečih avtov, se vpraša. Ne? Se zdaj Kitajci bodo naredili. Ne? Samo je bilo logično, da imamo mi, vsem je bilo logično, da imeli leteče avto. In 2001 film, ni tako kar ena številka, 2001 ne bilo, res, takrat so računali, da do 2001 bomo imeli take vesoljske ladje. Pa je prišla financializacija. Predtem najhitreje letel človek za Apollo raketo in najhitreje je komercialni let je Concorde. Zdaj nismo napredovali od 71 leta naprej po takih stvareh. Ne? Smo pa napredovali s simulacijo in monitorjem. In če gledate stare science fiction filme, imajo ogromne gumbe in ful majhne monitorčke vedno. Ne? Zdaj pa imamo velike monitorje, pa sploh nima gumbo. Ne? In ta razvoj ni samoumeven. Ne? In ta razvoj je tako zanimivo, da so ga pol oblikovali, so ga kar filozofsko rekli, da zdaj smo pa v postmodernizmu. Ne? In da postmodernizem z tega vidika je v bistvu, kako upravičiti financializacijo, ne? Da zdaj smo v simulakru. Mi znamo ful dobro simulirati stvari, ne znamo pa narediti stvari. Ne? Razlika, to je zdaj stara šola, ne? In sploh Anglija, ne, kot tisti, ki, pač Angleži so prvi sploh, kako so lepo naredili svoj ostanek njihovih imperija, so te offshore cone, ne, kjerkoli dobiš lahko eno, kamar lahko daš denar in ga skriješ, ne, po svetu, ne. Torej, to je ta finančna industrija, ne. V Ameriki pa razvijajo računalništvo in aplikacije in tudi zakaj te stvari so tudi vezane na, da je hiter zaslužek in ne rabi, kot software ne rabi investicij, ne.
Kar se je pa zdaj pokazalo zanimivo, pa da zdaj kar naenkrat pa imamo denar in investiramo v te data centre, ker je zanimivo, da vedno, ko se govori o simulaciji, o internetu, mnogi tako, ko slišiš te humanistične diskusije, kako je zdaj to vse v zraku neki, ne? To je nič v zraku, to je zelo fizična stvar, to so kabli, to so čipi, to so zdaj, se kaže uničevanje zemlje, voda gre tam, ne? To ni tako neki na monitorju, ne? To je ogromno nekega infrastrukture za tem potrebno, da lahko na monitorju ti nekaj odgovori. Ne? In zdaj tudi se čudijo v Ameriki, kako ni bil denar za zeleni prehod, zdaj pa kar gradijo ogromno teh sektorjev. Nvidia je postala kar ena najbolj donosnejših firm, ki dela čipe. Ne? Ampak v državah, ki pa so v bistvu vložili, ne? Kot Koreja, Singapur in Tajvan, ne, in tudi Kitajska, kjer je pa država vložila, so pa to razvili. Hong Kong, ki ni tega vložil, je propadel. Hong Kongu je bilo milijon, se mi zdi, delovnih mest. Ne. In so vsi propadli, so šli vsi v Shenzhen, če smejo. Ne. Prvo so hodili delati vsi v Hong Kong, zdaj pa Hongkonžani hodijo gledati na Kitajsko. Ne. In oni so mogli, je država vložila in se odločila delati čipe. In z doma nima najboljše zadeve. Ne. Ko je država se odločila to dela, ne. Ko pa država se odloči, mi razvijamo finančno industrijo, pol ne vlaga v nič. Ne. In iz tega pol izhaja, kaj, to je v bistvu kakšna je družbena pogodba, ne, ko bi rekli, ne, kaj točno zdaj hočemo mi od tega. Ne. In zaradi tega, drug problem je, poleg tega, zakaj nima letečih avtov, tudi ko piše, je ena stvar je po hitrih zaslužkih, ki se veže na to, da ko ti danes pišeš razpis, ne, ti moraš povedati, kaj boš dosegel. Lahko ne veš, kaj boš dosegel. Ne, pač ne mogli delati Manhattan Projecta, če mogli pisati razpisa. Ne. Ogromno velikih stvari, ki so jih razvili v zgodovini, jih ni bilo moglo narediti, so samo pustili ljudi na miru in znanstveniki in delite. Zdaj moraš pa non-stop nekaj pisati, zakaj da v bistvu na vsaki nivoju pokažeš uspešnost. Ne? In zato se ne more nič razviti. Ne? Zato lahko razvijamo samo neskončno to simulacijo in zdaj v bistvu je simulacija že razmišljanja, ne? Kot umetna inteligenca, ne? Kaj je sploh. Ampak spet je simulacija, ne? In tako da v bistvu se zgubimo. No. Mislim, ni da ne bi mogli narediti letečih avtomobilov, ni da ne bi mogli pač ne vem kakšnih prebojev narediti. Ne. Sama strukturna logika kapitala pač to preprečuje. Ne. Premalo kratkoročnih donosov je, da bi pač v to investirali in zato tega pač ne počnejo. Ne. In tle je v bistvu, ko bi rekel, kapitalizem nehal biti dinamičen, nehal biti razvojen, nehal pač ne, to mogoče se malo nanaša tudi na nedavno predavanje tle, ko smo ga imeli od Frančka Drenovca, to je tudi njegova teza, ne, da v bistvu pač kapitalizem več ne more dejanskega razvoja zagotavljati, ne, da je dosegel neke vrste tega limita. In zdaj v bistvu ti data centri in vse to so poskusi, da se ali obstaja onkraj tega zdaj spet neka paradigma, da bo AI nas pa čudežno pripeljal v to novo ero. Ne vemo sicer še kako, ne vemo kaj. Ne. Tako, gradijo v bistvu data centre na podoben način, kot so gradili železniško infrastrukturo pač v 19. stoletju. Ne. Samo da takrat so vedeli, zakaj to delajo, ne. Zato da bojo pač dobrine prevažali z ene strani kontinenta na drugega. Tle pa še ne vejo zakaj, ampak sklepajo, da jim bo umetna inteligenca sama ponudila pač nekje odgovor na to, ko bo dovolj opolnomočena. Tle smo prišli. Ja, ampak tudi se zdaj Google pa Facebook pa vsi odpuščajo tako v tisoče ljudi. Ne? Kar je zanimivo, da tukaj pa zdaj, kam bo šli ti ljudje, ne? Če gremo že spet na isto vprašanje, ne? Polne zaposlenosti. Ne? Ampak mislim, da ne odpuščajo menedžerja. Ne? Ironija umetne inteligence je, da odpravlja še celo bullshit jobe. Ne? Pač sej to. Tega, ker sej to. Res pride do tega, da evropski projekt potem napišeš s ChatGPT-jem in ti ga na drugi strani financer prebere in odobri s ChatGPT-jem in je v bistvu ChatGPT, ko se pogovarja sam s sabo in v bistvu tako tudi in grede sodišča že delujejo in marsikaj drugega. Pač. Tako da zdaj v tem smislu lahko rečemo, da AI je lahko rešitev za bullshita. Ne? Tako da to ni lahko. Ne, res krajša postopek pisanja razpisa. Ne? Ampak mislim, še vedno
v tej zgodbi je ključno vprašanje tega MBA, Master of Business, kako že, Master of Business, Administration, ne? Ja. Te šole, ne, to so v bistvu, ko so vzpostavili te šole za management, ne, je to vzpostavili neke nove paradigme, kaj je vodja, ne? Ker govorimo o taskih, o viziji, o misiji, tega niso imeli. Zgodbi, ne. Ja, ker to ni klasičen, tisti debeli gospod s cilindrom in cigaro, Anglež, ki je imel lastnik fabrik, ne. Tisto je nek drug kapitalizem, on je šef ampak jih je tudi par tam noter. Ne? Nek nor podatek je, da British East India Company, ki je imela de facto, je menedžirala celotno Indijo, je imela zaposlenih 150 ljudi, nekaj takega. Angleži niso bili menedžeri, Američani so menedžeri. Ne? In oni zdaj to izvažajo kot, kako mi to izboljšujemo. Ta koncept izboljševanja je tukaj ključen. Ne? In oni bi non-stop nekaj izboljševali in potem ti ljudje res verjamejo. Vsi, ki hodijo na te sestanke in se sami govorijo o zgodbah in to, oni verjamejo, mislim tako, genuine verjamejo. In oni lahko zgubljajo denar, ker pač verjamejo to. In polk je vse pomembno, kako boš napisal nek graf v PowerPoint predstavitvi, je pomembno, kako to izpade in dan se formira ta bullshitizacija, ker noben se ne ukvarja z delavci, da bi rekli, delavc, kako se počutiš, ne? Rajše se nekdo ukvarja, kako bo skrbel za boljše delovne pogoje, da da pizza party ali pa ne vem kaj dela, ampak ne bo vprašal delavca in če bo vprašal delavca, bo rekel, ja, daj mi več dopusta, plačan dopust, daj mi višjo plačo, dajmo nekaj drugega delati. Ne? In tukaj je ta del tega kapitalizma še, ne? Ki je, kako miselnost imajo te lastniki. Tako nekoč so pač bili kapitalisti, ki so v fabrikah, niso niti sledili delavcem in so lahko delali karkoli. Ne? In Taylor je rekel, da ključna težava pri produktivnosti in učinkovitosti, kaj govorijo o učinkovitosti, ne? Produktivnost je eno, učinkovitost koliko, v bistvu to so strojni inženjeri. Ne? To izhaja, tisti, ki so gledali, kako je stroj bolj učinkovit, ne? To z termodinamike izhaja izraz. Ta stroj, kako bo ta stroj deloval, pretvarja na druge. Ne? In zdaj, zakaj ne gledajo delavce, ki so v managementu, je vse to zmes za gnetenje, ki jo treba štimati, oziroma je po druge zobnik v kolesu. Ne? In zato so ti ljudje nevprašljivi in zato, ker imajo toliko denarja, si sami sebi dajo denar. In ker imajo denar, bodo dali še drugim. In naprimer, zakaj bi nam rekli, v privatnem sektorju bi bilo manj ljudi zaposlenih kot v javnem. Naprimer, vprašanje je tudi univerz, da v bistvu je povečanje bullshitizacije večje v privatnem sektorju, privatnih univerzah kot v javnih. Zakaj? Njegov odgovor je, zato ker tisti, ki so v bordu, ne, od privatnih univerz so bogati, ne, ultra bogati. In potem je pač logično, da vsak ima še 10 zraven ljudi. Ne. Bolj kot tistem, ki dela v javnem sektorju. Ne. Ampak to, kam daje denar na kapitalizem, je res ta problem pri financializaciji, da ker nekaj postane to industrija in postane to, da lahko ti sam sebi kupuješ delnice, se vrtiš v temu in nisi produktiven, ker s tistim denarjem, namesto da bi bil delavcem, boš ti kupil svoje delnice. In to ta problem, to, kar piše pa bolj na dolgo Varoufakis v tehnofeudalizmu, ravno ta težava, ne? Da ni nič drugega, zdaj je feudalizem, ki v bistvu so vse še samo še feud. Ne? Tukaj se začenja že o tem pisati, tam je pa še bolj na dolgo. Ne? In v bistvu to je problem, kaj se razume kot produkt, ne? Je produkt zdaj sam dobiček ali da nekaj delamo kot tako. In zato ni razvoja potem. Ker ne vlaga v razvoj, ker se zdi brez veze, ker pač je važno dobiti višji dobiček. To je bolj družbeno, to nisi kapitalizem tako kot sam ne, to naredil, to so se pač odločili to. Ne? Pač kapitalizem je ena oblika, ki je različna ima, ne? Vrednosti. V osnovi se gre za to, da je rentniško delo in da kapital se lahko plaja naprej. Ne? In da je vse na trgu. Tudi na začetku ni bilo še vse na trgu. Ne? Ja, sej nikoli ni bil kapitalizem mišljen kot racionalen. Bil je dinamičen, bil je produktiven, bil je inovativen, ne, ni pa bil nikoli racionalen v nobeni stopni, ne, da bi rekel, to pa je način, kako je najboljše urediti celotno funkcioniranje družbe. Zdaj, mogoče preden skleneva, pa predava še besedo vam, jaz bi se sem še za sekundo na ta UTD vrnil. Veš, zakaj mene to žre, ne? Ker temelji na eni malo zgrešeni sliki družbe, ko mislim, da si jo preveč radi ponavljamo, predvsem ljudje, ko delujemo v teh malo bolj bullshit sektorjih, ne, da
Sej, produktivnost ves čas raste, kar pomeni, da je delovnih mest če dalje manj, kar pomeni, da je delo če dalje manj potrebno in tako kot je rekel Keynes, bomo imeli 15-urni delovni teden in utd. Ne? Pač je edini logičen potem pač zaključek tega, da je če dalje manj človeškega dela potrebnega. Ne? To jaz poslušam že 20 let. In če se ozreš okoli sebe, to niti najmanj ne sovpada z realnostjo, v kateri živimo. Ne? Kaj je trenutno največji problem, recimo pač evropskega gospodarstva, konkretno slovenskega, da ne morejo najti delodajalci dovolj kadra, da bi jih zaposlili za vsa delovna mesta, ki jih potrebujejo. Ne? Se pravi, imamo pomanjkanje delavcev, ne morejo jih dosti hitro uvažati iz Azije, iz Afrike, ne morejo dosti hitro pač v bistvu dobivati delavce za delo. Se pravi, delovna mesta nobeni točki pač ne izginjajo. V katerokoli panogo greš, boš težko dobil ljudi, da bojo delali. Ne? Se pravi, druga stvar, delovni dan. Pač ves čas so pritiski, dejansko, če bi šli meriti, bi rekel, da glede na 10, 15 ali 20 let nazaj, da praktično vsi delavci v svojih delovnih mestih občutijo daljšanje, ne pa trend krajšanja. Ne? Pač upokojitvena starost. Ravno kar so jo zvišali. Ne? Se pravi, ni da kapital ne potrebuje več delovnega inputa, potrebuje ga če dalje več in več in več in več. Se pravi, či zares praktični argumenti za UTD, da bi mi zdaj samo kot delavci rekli, da sej v bistvu itak ne rabite pač nič več, kot da jaz na 4 ure pridem, dajte mi pač ostalo denar na račun, pa smo zmenjeni, pa je to. Ne, to ni realna pač ekonomska situacija, v kateri smo. In zakaj je temu tako? Ne? Ja, ker pač pejmo nazaj k Marksu, pač ne moramo spregledati dejstva, da pač končni enačbi je edino, kar ustvarja vrednost, je delo. Ne? To je pač kapitalizem ga realizira na trgih na različne načine, ampak pač človeško delo, človeški input v delovne procese je edino, kar ustvarja pač profit. Ravno zaradi tega imamo fenomen nenehnega padanja pač stopnje profitov, zaradi tega, ker bolj ko odpravljajo delo na določenih pač sektorjih, manj so profitabilni. Ko si vpeljal neko novo tehnologijo, ko so jo vpeljale vse druge pač firme v podjetju, pač ti nimaš več niti konkurenčne prednosti, se pravi, pač je kapitalistov dobiček popolnoma izničen. Ne? Se pravi, pač brez konstantnega delovnega inputa ni profita. In tako da iz tega vidika znotraj kapitalizma UTD ne bo nikoli možen. Ne? Nikoli, mislim, seveda je možno, da vse družbeno potrebno delo opravimo v bistveno manjšem času in ostali čas ne delamo, ampak živimo dobro in dostojno in vse to je možno. Ampak ni pa možno v kapitalizmu. Ne? Ni možno na ta način akumulirati kapital za lastniški razred. Vse bojo roboti prišli. Ja. To je res, če poslušaš to z roboti, jaz ne spomnim se nobene faze mojega življenja, da to ni bil, zdaj bojo roboti, pač, sej so pač roboti, sej živimo v dobi umetne inteligence in dejansko vse, kar se dogaja, je, da se pač ljudje iz sektorjev, ko so bili bolje plačani, zdaj selijo v sektorje, ko so manj plačani. Zdaj v bistvu zelo kontroverzno. Rečeno je, mogoče, kje je ključen problem, je, da smo preveč izobražena družba. In pa bi vsi radi neki delali tam po svojem sanjali in pa morajo delati v bullshite, da jih dajo delati v bullshite, da ne bojo preveč sanjali in delajo revolucija, zmanjkuje pa delavskega razreda. Zakaj ga zmanjkuje? Mislim, da tukaj je res to se je že parkrat pojavilo, da če imamo preveč ljudi hodi na faks, in pa se takoj univerza upre temu. Jaz se upre, ker nima nič, ker tam delajo, njihov smisel. Samo je res vprašanje, zakaj noben noče delati tistega shit joba? Zato je pač slabo plačen, ker je shit job. Ja. In kako bomo to rešili? Zdaj, če bi ljudje bili manj izobraženi, bi delali, ali ne? V bistvu, nekatera dela, so različni tipi del. Jaz mislim, da, ko bi rekel, pač višja stopnja izobrazbe, recimo pač v določenih državah, da je produkt nekega socialdemokratskega dogovora, povojnega in tako dalje. Ampak
to lahko kapital hitro reši. Pač ni težko razvrednoti delavca. Mislim, tako, če pogledaš pač že pri najni generaciji, ne, pač koliko ljudi dela to, za kar so se izobraževali, koliko jih je pa kelnerjev ali pa ne vem, neki drugega. Se pravi, in z umetno inteligenco se bo ta de-skilling, v bistvu, ko se boš ti iz nekega obrtnika, ko se je za neki uril, toliko in toliko let na enem faksu, boš pač razvrednoten na tistega, ki samo še v bistvu podmaže in sčisti stroj, pač, ne, ki ne vem, polera besedilo za njim ali pa nekaj tasga. Ne. Se pravi, to, kar so delavci na vseh drugih pač, področjih že doživljali, bojo tudi kognitivni delavci pač zdaj v čedalje večji meri doživljali. Ampak jaz vidim recimo tukaj bolj, in tle bi se vrnil k temu, kar si dostikrat poudaril med predavanjem, skrbstveno delo. Ne. Dejansko veliko boljš kot UTD, ki kot prvo pač ne more se realizirati, ne, in tudi politično ga ne moremo zmagati na načinu, da bi bil smiselen. Če bi tudi tam, kjer so ga poskušali upeljati, je to v nekih minornih zneskih, od katerih ljudje ne morejo živeti, ne morejo zaradi tega zapustiti služb. In kaj se potem zgodi? To postane samo državna subvencija kapitalu. Se pravi pač, to imaš dodatek na plačo, zakaj bi ti višal plačo? Nima druge funkcije. Ampak, in me moti to, da se ločuje v bistvu pač mezdo od dela. Ampak pustimo, ko smo pri skrbstvenem delu, ne, vidimo, da imamo sektorje, ki jih je možno vzeti ven iz trga. Možno jih je vzeti ven iz kapitalistične logike in rečemo, ne, to je pa samo za reprodukcijo družbe, to pa ne pripada vam. Ne. Se pravi, pač, kako bomo rojevali otroke, kako jih bomo vzgajali, kako bomo pač starost preživeli, kako se bomo zdravili in vse to ni stvar tržnih odločitev. Seveda jih poskušajo to potegniti, ker nimajo drugih idej, ne, bojo tudi to razjebali, ampak, ko bi rekel, vidimo, da je zagotovilo stanovanja, zagotovilo zdravstva. Jaz bi v to vrgel tudi pač prehrano, ne, da bi jo bilo dobro iz trga vzeti in tako dalje. Je lahko veliko varnejša in boljša v bistvu zagotovilo za delavce, ne, kakor pa en ček od vlade, pač, ne, UTD, ne, ki ga inflacija lahko kadarkoli pač izniči. Ne. Se pravi, ta borba proti privatizaciji javnih stvari in to, da se več stvari dejansko pač socializira, ne pa privatizira, to mislim, da je mogoče pa en tak produktiven boj, no, za katerega so tudi tukaj nastavki, ne, in da bi vsi mi, ki smo v nekih bolj bullshit sektorjih vrženi, ne, dejansko lahko dosti bolj produktivno našo energijo v teh bojih porabili. To je bil nek moj politični pač, recimo, pač, izvleček, ko sem ga iz tega naredil. Ne vem, kaj misliš? Ja, bi se strinjal. Ampak zanimivo tudi ta, kaj pomeni privatizacija. Zdaj, ker sem kako med stvarmi, ki so zdaj na zaslišanjih ministri rekli, tudi, da bi oni, kaj pomeni privatizacija šolstva? Oni ne bi v bistvu privatizirali šolstvo, da bi ti plačal šolstvo. Ne, oni bi samo, da te privatne šole dobijo denar od države. In oni govorijo, da je to privatizacija. Ne, da v bistvu, kakva je privatizacija? Ti samo hočeš denar, ne? In se to je problem, ker v bistvu ful se govori o temu neka privatizacija, ampak hkrati koliko subvencij gre, ne? Zdaj, zadnjič na enem soočenju sem prvič slišal, da so rekli, ja, gospodarstvo dobi več subvencij kot NGO sektor, ne? Tega se nikoli ne govori o temu, ne? Ker gospodarstvo je pa uspešno. Pa non-stop bi mogli ponavljati. Gospodarstvo dobi toliko in toliko subvencij, koliko stvari je na trgu. Ne dela avtoindustrija, hitro subvencijo čakanje na delo. A se kdo vpraša, da gremo delati kaj drugega, ne avtomobile? To je ta problem. In polk je tukaj, to mora iti skupaj. Ena stvar je non-stop gledati, koliko je gospodarstvo dobi subvencij, kar pomeni privatizacija, in koliko z tistega denarja lahko bi šli delati take sektorje. Ne? In tudi hkrati s tem, naprimer, ena stvar, ki je tudi, jaz ne vem, zakaj ni uvedena, če mi imamo subvencionirano kmetijstvo, zakaj te hrane ne jemo pol? Ker imamo prosti trg. Ja, ne, sorry. Tista hrana mogla biti v slovenskih trgovinah, ker smo mi subvencionirali. Če je to proti Evropski uniji, ok, nekaj si izmislimo, gremo to delati na Evropski uniji ravni. To je podbitka, dajmo se ukvarjati s tem potem, ne prodajati ven in subvencionirati. Vsaka stvar mora iti na tak način. Ne? Ampak to je nek premislek, ki
zdaj smo videli, da gremo v druge smeri, ne? Trenutno. Tako da, ta vlada, ki je zdaj bila, ni prišla do tega premisleka. Kaj šele ta, ki govori, da bomo gradili hidroelektrarne in nuklearke, ne? Tako da, in ne vetrne turbine. Evo, zdaj pa se je sigurno tudi med vami še porodila kakšna ideja, kakšen komentar. Tam na mikrofon tam v čaka, sredini, da ja, zaokroži. Nimamo. Dobro, ne bom vas silil. Uro in pol, ne, sej. Ja, sej. Točno 2 šolski uri, to, koliko imajo ljudje pozornost, ne. Ola. Evo. Ja, ker je samo 1:15 bilo, by the way. Ma ne, samo še malo, sej Blaž, ti si v svojem predavanju to nakazal, ne. Pa dejta še nekaj povedati oba, ker sta super bila o tem, kar Graeber čisto na koncu izpelje. Rekel, ok, bullshiti so tle zato, da bi ljudje pač nekaj počeli in da jim pol zmanjka časa, energije in volje za odpor in upor. Za spremembo enega sistema, za pač razliko, ki bi bila potrebna, da se stvar spremeni. Kaj mislita vidva o tem? Pravzaprav, mislim, zanima me vajen komentar na ta njegov zaključek, ki je dokaj preprost v resnici. In ja, kot rečeno, ko sem jaz urejala to knjigo, sem ugotovila, da žal angleškega urednika ni imela. Skratka, to knjigo bi mogli tako ščrtati za 1/3, pa bi bilo glih prav. Zaradi tega, ker ima te primere, skratka, angleški urednik, če se pa to prevede, pa pač ne moreš več kot toliko posegati, da ne govorim, da je avtor pokojen. Če bi bil še živ, to je bilo tako. Skoraj smo ga pripeljali v Slovenijo. Marija takrat, čisto malo je manjkalo, da bi prišel, je se še zmenjeno v turnejo po Jugoslaviji in pol je kar na lepem umrl. Skratka, če bi bil živ, bi mu jaz pisala, a lahko jaz to malo ščrtam, ki bi boljša knjiga bila. Bi bilo boljše, ja. Ker angleški uredniki tega pač niso naredili, jaz to znam pač. Ampak, post festum se to ne da pač narediti. Ja, to me zanima, no. Pa še ena ironija, ki jo moram pač povedati kot urednica te knjige, oziroma založba CF je izdala 3 Graeberje in vsi 3 so razprodani. Skratka, to je uspešnica, pač vse 3 njegove knjige, Dolg, Fragmenti anarhistične antropologije in Bullshiti so se razprodali v letu pa pol. Je tako, pač zdajle jaz se trudim, oziroma sem se trudila izdilati neko normalno pogodbo za nove izdaje teh knjig, mogoče ne z kakšnimi, pač, no, ampak težko je priti do tega, zaradi tega, ker obstajajo neki agenti in ne pač dediči Graeberjevih pravic, ki zahtevajo tako kar prevelike vsote za en NGO, za eno neprofitno založbico, zato, da bi pač naredili nove izdaje teh knjig. Skratka, mislim, da se Graeber obrača v grobu, se upravičujem za to, ampak to je danes fakt, kako so tudi njega pravzaprav zdaj, niti ne njegovi dediči seveda, ampak pravzaprav agenti, ki samo delajo in pobirajo procente od tega, kar založbe plačujemo, zato, da lahko prevajamo njegove knjige. Evo, to je bil kratek komentar. Mene pa res zanima, kaj mislite o tem, pač damo človeku bullshit za to, da pač se ne bi uprl. Skratka, ta njegova anarhistična... Ja, sej sem povedal to. Ma vem, ampak hočem, da poveš več. Preveč na kratko. Hočeš več povedati, pač to je njegova neka feeling, ne, dobu, da v bistvu kak način kontrole, zanimiv je to, ne, da te pač smuči, ne, ker delaš brezveznost, ne, in zakaj ljudje delajo v NGO sektorju in so vsi zmučeni, ker so bolj veseli na koncu, lahko še vedno kaj naredijo, ne. Se to je velik problem, a zdaj boš pustil nek freelancer job in greš, kam boš šel delati? Bullshit? A kam? Če v Sloveniji je tako nizka brezposelnost, kaj delajo te ljudje? To mene ful zanima, kaj delajo, ne? Ja, ma to plačaš 600 € na mesec, da imaš SP. Ni tako zastojen. Tako to je veliko vprašanje, ki tudi iz primerov, ko sem skledal, če iščeš nekoga za zaposliti, ne?
Večina ljudi se obnaša, da pride na bullshit in vprašaš konkretne stvari in ne zna odgovoriti, ker se mi zdi, da je to ful razširjeno in normalno, da pač nekaj delaš. Zdaj, vprašanje sveda je pa to, no, eni trpijo na bullshit, no to nisem spostavil, seveda, to smo govorili in potem, kaj zdaj narediš, kakve so tvoje oblike, ne? Potem prva oblika je to, da ne delaš 9 to 5, ne? Če že, potem imaš čas lahko o čemu razmišljati, ne? Lahko pa na 9 to 5, kar je problem, da je bolj problem v privatnega sektorja kot javnega, se moraš več pretvarjati, da delaš, ne? In potem ima tudi tako kren košček noter, samo omenil, namesto da bi naredil celo poglavje o temu v knjigi, da ja, in kaj delajo te ljudje? Ja, pišejo Wikipedia članke, delajo meme, delajo zastojne programe, social media se pogovarjajo, ne? Da celoten internet social media je zaradi bullshitov, ker pač vidite, večinoma, zdaj jaz nisem bil nikoli preveč na Twitterju, ampak vedno, ko sem slišal, je 9 to 5 Twitter dela, ne? So ljudje v službi, pišejo, kako kulturniki nič ne delajo, ne? In oni med delovnim časom to delajo. Tako da v bistvu bolje obrat, da lahko ti dejansko imaš bullshit in potem delaš nekaj drugega. To je večinoma ljudi. Samo zdaj odvisno, kateri tip dela imaš, ne? Zdaj, če si ti varnostnik, ki moraš tam stati na miru, ne moreš delati, drugega, ko stati tam na miru, ne? Lahko pa si pač rad meditiraš, pa 8 ur meditiraš, ne? Zdaj, ni to odpreno stvar, ne reče, lejte groza za vse isto, ne? Ampak ja, da pač celotna produkcija internetna gre skupaj s tem, ne? Ampak je problem, ključen problem je to, zakaj se treba pretvarjati, zakaj pač ne rečemo, da pač da ne treba tako, ne? Naprej, če rečemo, če je toliko naraslo teh administrativnih del, lahko znižajo število zaposlenih, pa in znižajo ne vem kaj in dajo več denarja delavcem, ne? Ki proizvajajo, tisti, ki so nujno potrebni, ne? Ampak to, kako se če to zgoditi, ne? Zelo težko, ne? Kdo bo ukazal to narediti zdaj, ne? Tako da, ja, se strinjam. In je zelo uspešno ustvarjanje, da ne pride do revolucije, ne? To smo pri temu. Ja, jaz bi dodal, da težavo vidim v tem, ko ljudje dejansko začnejo verjeti temu bullshitu. To, ne? ja. Ko nekaj je, da upravljaš bullshit job, pa ga delaš zato, ker rabiš denar, pa pač boš z ostalim časom naredil, oziroma tudi z delovnim časom naredil to, kaj zares pač hočeš delati, ne? Ampak težava, ko jo jaz vidim, je, da ogromno ljudi si ali verjame, ali so pa ponotranili to, da je treba ves čas bleferati, da delaš, tudi ko nič ne delaš in so ta performativnost v bistvu na nek način v vsakodnevno življenje pač upeljali, ne? In to mene pač zelo preseneča. Mislim, to doživiš, če si delal za šankom ali pa če si delal pač v podjetju ali pa v NGO ali pa kakorkoli, ne? In meni je res zanimiva v bistvu izkušnja pač organizacija, v kateri pač jaz delam ne kot zaposlen, ampak kot prostovoljc, ne, Ambasada Rok. Tle je pač tako, vsak dan je štala s stvarmi, ki jih je konkretno treba narediti. Ni niti milimetra prostora za bullshita, da bi si kdo kaj bleferal, ne. Zdajle je nekdo pristal na cesti, je treba stanovanje najti. Zdajle bojo nekoga deportirali, zdajle bo 10 delavcev izgubilo službo, moramo v akcijo. Zdajle, ne, in ni ga dneva, da ni nujne zadeve, ko je rabi konkretno intervencijo, konkretno organiziranje in tako naprej. In vidim, ko prihajajo prostovoljci, ki so navajeni NGO-jevskega dela, ne, in pač pridejo in se usedajo za laptope in pač se delajo, da nekaj delajo, ali pa si izmislijo neke naloge, ali pa jim daš neko nalogo, pa delajo neko tretjo in tako, ne. Ne, da ne bi hotel, ampak so v bistvu pač navajeni, da morajo izgledati, kot da so busy, nimajo pa v bistvu sploh ideje, tukaj sem zato, ker je to stvar treba narediti, ker želimo to in to zgraditi, ker želimo to in to spremeniti. To se mi zdi, da je tista resnična nevarnost pač teh služb, ne toliko, da ti jemljajo čas, ker roko na srce cajta imajo ljudje veliko v teh službah, ne? Težava je v tem, da jih resno jemljajo in da neke vedenjske vzorce pač proizvajajo, ne? In to je v bistvu pač in bi rekel tudi ta menedžerska logika, ta logika upravljanja ljudi na nek način paralizira, ne? V bistvu, ne vem, zdaj, ko en fotor govorim, pač pa nisem, ne? Ampak v mojih časih, pač,
če si hotel narediti band, pa špilat, si naredil band, pa si špilal, pa si zorganiziral turnejo, pa si pač ni bilo kluba, si pač si oder postavil, pa si špilal, ali pa na zidanco šel, pač igral si. Na kraj pameti ti ni prišlo, da tukaj obstaja kakršnakoli struktura, ki jo moraš ti na nek način nasloviti, ne vem kaj. Ne? Te je gnalo to, da si to hotel narediti. Pač, mislim, danes to je pač cel podjetniški podvig, zato so seminarji, šole, pač zato je treba društvo ustanoviti, na razpis se prijaviti, pač ne vem, mislim, skratka, pač ti imaš celo fazo birokratizacije, pač preden si prvi album izdal, ne. In če to v pač fucking punk muski, ne, pač pa si lahko predstavljaš, kako je, in to je pač čisto vsaki zadevi, ne, in tle mi je grozno, da v bistvu je v podjetniškem sektorju mogoče celo več nekega konkretnega know-howa in tako, čeprav to je tudi full bullshita, ne, ampak, ko bi rekel, so vsaj neki pritiski, da neke stvari morajo biti narejene. Medtem ko v bistvu v kulturno-ustvarjalnem sektorju je pač v bistvu res treba samo ves čas performirati pač aktivnost, pisati poročila, kljukce delati za dogodki, pač podpise zbrati, koliko ljudi smo imeli na dogodkih, oddati in pač smo svoje naredili, ne, in eno leto gre v drugo, v tretjo, v 20. in se nič ni v družbi spremenilo, ampak ti si pa ves čas bil levičar, ti si pa ves čas bil progresivc, ti si ves čas, ne, in to mene ubija. No, si tudi ta stvar, ti, ki imaš razpis, ne, kulturni, oziroma katerikoli, kulturni, ti moraš se spomniti, ti ljudje niso videli tvojega dogodka. Ocenjujejo, koliko ljudi je bilo to, ampak ni komisija bila na tvojem dogodku, reka, tako dogodek je dobro ali ne. Samo iz tega, kako deluje vse skupaj. In to tudi pri teh razpisih evropskih, kaj sem enkrat gledal, kaj imaš, vsebina je tako 2000 znakov, impact je 10,000 znakov, dissemination je 15,000 znakov, pač kaj vsebina je najmanj. Vse ostalo, ko boš ti to zmenedžiral, je bolj pomembno od same vsebine. In tukaj se kaže ta pomembnost, mi ti damo denar, kar si tudi prej že spostavil, ne, da mi ti damo denar, da nekaj delaš, ne, te zamotimo. Ne. V bistvu ti rabi zaposliti nekoga, da se ukvarja z administracijo. To je noro. Mi smo enkrat naredili napako, da smo se prijavili s parimi drugimi društvi za en mini denar, pač res drobiš, pač od neke evropske fundacije in smo rekli, wow, imamo par jurjev in smo cel let delali kot nori vse možno, pač ono, ne, tisto, kar je dejansko projekt terjo, je bilo nekaj čist brez veze, si pač spisal in oddal in ne vem kaj, ampak kar je meni pač fascinantno. 90% izvajanja vsega tega je bilo pisanje poročil, pač je bilo sortiranje računov, je bilo pač upravljanje pač administracije. To je bilo 5 let nazaj. Jaz še danes dobivam maile od te fundacije oziroma njene uprave. Prosimo, da izpolnite ta vprašalnik o tem, kako vidite pač delo, pač ne. In mi je tako, kill yourself. A veš, kakšno življenje imaš to, da pač mi zdaj Brusla pošiljaš pač 5 let potem, ko je za tistih par jurjev projekta že konc, še vedno moraš upravičevati svoje delo, tako da ljudem pošiljaš neke ankete in tako naprej. Ne? In če tej točki pač si ne rečeš, kaj delamo, kaj to, pač dajmo nekaj spremeniti, ne? Mislim, potem si po moje so kriv, no? Ne vem, kaj naj rečem, ne moreš pa sedeti na obeh stolih, pač treba je sprejeti odločitev in reči, lej, neke zadeve je treba spremeniti od toliko cajta, kakor ga imamo v življenju, toliko, ki mi ga pač ta bullshit omogoča, pač bom posvetil organiziranju, da bojo stvari drugačne. Ne? In to pa pogrešam, enostavno pač to odločitev. Veliko se imamo za žrtve, veliko sem, ne, pač ono, in ko bi rekel, ne, nismo žrtve, smo pač večina nas, ki smo tukaj, smo načeloma pač kar v redu jo odnesli, ne, ampak imamo pa neko odgovornost, da z resursi, ki jih vendarle imamo, pač naredimo več za prihodnost. Ne? In tako, da v bistvu, ko bi rekel, paradoks, mogoče moj zaključek paradoksalen bi bil, da
ne bi pretirano nagovarjal te lenobe in neproduktivnosti in ne vem kaj naprej, ampak pač treba je najti način, kako biti produktiven, ampak jebeno produktiven v tem, kar družba rabi. In rabi vsako minuto dela, ki ga lahko damo, zato, da se pač neke stvari spremenijo. Ne? Ampak ravno zato, ker preveč ležerno, preveč dolgo v bistvu se navadimo in ponotranjamo te načine bivanja, ki so nam jih pač dali, ne zmoremo ustvariti novih. Ne? Ampak to možnost imamo ves čas pred vrati. Jaz mislim, da čisto nikomor ni preprečeno, da danes postane aktiven in začne ustvarjati pač nekaj novega, se priključi nečemu, kar že obstaja, ampak pač ja, treba je pa zato pač neko odločnost, ne? in neko zavezanost. Jaz bi nekaj dodal, še lahko to bolj primerno za konec, samo ker smo večkrat omenili še ta zadeva, da ti, ko si zaposlen, se moraš delati, da delaš, da če se ne delaš, da delaš, ne, reki, kaj pa delaš, vse sem že vse naredil, ne, in potem dobiš več dela. In pa se konstantno, ali pa tudi to sem slišal tudi večkrat tudi iz proizvodnje, ne, če nekdo dela prehitro, mu rečejo drugi, delaš prehitro, ne, pazi, moraš kontrolirati, ne zdaj prehitro delati, ker pol nam bojo dvigalni formo, ne? To je še ta delovski razred, gre v Raj film, ne? Predstavi, ful dobro ta del. S tem, da ja, tam v bistvu tisto, pač tam pravijo, da tisti delavci imajo problem, ker so alienirani, ker ne vejo, kaj delajo točno, ne? Pri bullshiftu pa ne vidijo, vejo, da delajo nesmisel. Tako da ta je napredek v alienacija. Tukaj v bistvu, ne vem, ali sploh bullshit je, lahko rečemo, da alienacija, ali ne je vprašanje, ne? Ker v bistvu vse oni vejo, da ne delajo nič, ne? In zdaj, kako izgleda, zdaj, zakaj je to potrebno, da če nekdo boljši, da dobi delo od drugih in bolj isto plačan, ne? Tukaj je prva stvar, ki je mogli tukaj uvajati. Ok, jaz delam več, samo pol moram biti več plačan. To je vezano sveda zdaj na vse naše zakone, ne moraš kar spreminjati vsega in to, ne. Po drugi strani, zdaj pa, če bi manj delo, bi s tem priznali, da so vedno noč delali, ne, ker bi manj delali, če bi 4 dni delali neke uprave, ne. Se to govorim o upravah, pisarniških, ne. Zdaj fabrika ne more delati 4 dni, po mojem, ne. Bi bil ta problem. Drug problem, ki pa tudi obstaja, sem ga slišal večkrat, je pa to, da ljudje niso vsi kreativni in se znajo lenariti, ne? Ampak eni dejansko ne vejo, kaj delati. Ne? Ker je to, v bistvu, to so ljudje, ki bolj ne bi želeli ne delati manj, no? Tako, z tega vidika. Tako da zdaj, to je že spet iz katerega vidika govorijo to krajšnji delovni čas. Ampak ključna stvar, zakaj so bullshifti problematični danes, če gledamo iz vseh, če ene točke še nismo odprli, ne? In sicer, da so škodljivi za okolje. No, preč, v bistvu, če ne imeli mi global warming problema, ok, pol ni tam folk dela nič in produktov. Ampak če ti zmanjšaš bullshifte, zmanjšaš tudi vpliv na okolje, ne? Ker se zmanjša CO2 in vse, ne? Tako da iz tega vidika je tukaj premislek, samo ne gremo v ta premislek, ne? Ker tu zdaj, se vidiš, kaj se je zgodilo, ne? Zaprejo hormonsko ožino, joj nimo nafte, ni pa zdaj, ok, kako zdaj razvijamo nove energije, da ne rabimo nafte, ne? Tako, zdaj je čas za premislek, ne? Ko smo imeli pred 4 leti, ki je bila ista kriza. Ni, ker v bistvu se vredno vrže nazaj na isto zadevo. Tako da ja, ne vem, kje lahko odpiramo te premisleke, ampak se strinjam, da so takšna vprašanja ključna tukaj. Evo, Melija, zelo na dolgo sva ti odgovorila. A je res, dobro. Tako da, nič bomo neformalno nadaljevali, seveda, ampak jaz mislim, da s tem zaključujemo letošnjo serijo. Še 2 knjigi so tam zakupiti. Še 2 knjigi so na prodaj, evo. 3, zadnje 3 lahko pograbite danes. Pa ne vem, jaz mislim, da v kratkem bomo zvedeli, kaj bomo naslednje leto tukaj počeli. Drugače pa hvala vsem, ko ste bili z nami, pa imejte lepo poletje, ne?